Življenje, zdravje in lepota tega mesta sta prav tako povezani z vodo, zato sem še posebej vesel, da se nam je danes pridružil tudi profesor, arhitekt in podžupan gospod Janez Koželj in ga tudi prosim za en kratek uvodni nagovor. Dobro jutro. V imenu župana in mojem imenu. Svoj nagovor sem nekako poskušal povezati s pogledom, zdaj že lahko rečem dolgoletnega mestnega arhitekta, ki se v resnici ves čas pravzaprav ukvarja z mestnimi vodami. Čeprav se to ne vidi. Zato sem svoj prispevek naslovil za Ljubljana je obnovila življenje z vodo. Ljubljana se je, kot vidite, razvila med dvema rekama, med samo in Ljubljanico in njenimi pritoki. Skratka, ona se je razvila na dveh ekosistemih, ki jih poleg, tako kot temu rečemo, pedosekvenc določajo tudi različne vodne razmere. Po izgradnji Gruberjevega prekopa je mestno središče dejansko postalo otok. To je zelo zanimiv konceptualni pogled na mesto. Da je Ljubljana otok pravzaprav. Obdan z vodami, sredi voda. Skratka, kot veste, je Ljubljana ves čas živela z voda. To je od rimskih časov, potem stoletja, skoraj tisočletja, je bila pristaniško mesto. Po Ljubljanici so iz Barja pritekale visoke vode. Reka je v današnje zapornice stalno poplavljala, zato tudi ime moste. Dokler niso ukrotili in regulirali, kar je bilo usodno za življenje mesta v stiku z vodo. Namreč v tem trenutku je mesto s svojimi vodami izgubilo stik. Odtujilo se je od svojih voda. Na povezanost mesta z vodotoki in na okoljske ter socialne koristi, ki iz tega izhaja, dolgo nismo pomislili. Še posebej ne, da bi jih uvrstili v srčiko, med cilje strategije upravljanja razvoja mesta. Kaj pravzaprav pomeni ljudem bližina vode? V trenutku, ko izgubi svoj uporabni namen. Voda je tekoč in stoječ, je padajoč in naraščajoč, je razgiban in umirjen, glasen in tih, počasen in deroč del narave, je vse posod prisotna anorganska spojina, ki je vir in življenjski prostor, za ljudi pa predvsem tudi izpovedna prispodoba življenja. V kakršnikoli obliki in agregatnem stanju je ustvarja značilno, stalno spreminjajočo se krajino, ki poraja različna vzdušja in različna doživetja. Voda je lahko privlačna ali odbijajoča, lahko je prijazna ali grozeča, pa vendarle skrivnostna v svojih nikoli ponovljivih oblikah in podobah. Še posebej zanimiva je vodna gladina, odzivna opna reke, bi lahko rekel, jezera ali morja, na kateri se zrcali drevo, v kateri odseva barva dna, na kateri se izraža moč vetra in vidi hitrost vodnega toka. Ko sem razmišljal, kaj ne rečem tega poetičnega, sem se domislil te prispodobe, da je voda dejansko nebo, ki teče po zemlji. Zato ni čudno, da ljudje hripenimo po vodi, da jo radi gledamo, se ob njej sprehajamo, sproščamo, družimo, hladimo, zabavamo in meditiramo o minevanju časa. Vodovja so že po svoji naravi poživljajoč element mesta,
in odprte krajine. Tako je srednjo mestno reko doživlja tudi Jože Plečnik, ko se je lotil estetske in kulturne prenove Ljubljane. To je vedno treba poudariti. Po svoji zamisli o vodni osi mesta. Tako smo tudi mi začeli prenavljati mesta s preurejanjem obvodnega prostora. To se mi zdi ključna ugotovitev in tudi ključno moje sporočilo. To se ne ve namreč. Mi smo začeli z vodo namreč. Od vode smo potem začeli širiti prenove javnih prostorov po vsem mestu in s tem tudi prenavljati mesto. Namreč mi prenavljamo mesto na ta način, da prenavljamo javne prostore, ki potem vplivajo na vse druge, ki imajo potem vse druge, tako na socialne in na koncu tudi ekonomske učinke. To se mi zdi pomembno poudariti. Zato, kot vidite, že v prvih planih, to so iz leta, recimo, 8 let nazaj, kot vidimo, se vse najpomembnejše investicije v javni prostor so vezane na vodo z namenom, da ko obnovimo stik z vodo, da ko oživimo obvodni svet, potem razširimo to mrežo v nadaljevanje vse do robov mesta. Z drugimi besedami je bolj enostavno reči, obnavljanje stika mesta z vodami je bilo osnovno strateško izhodišče prenove mesta. To morate vam mi pomagati. Na take zaplete pa nisem pripravljen. Vsaka, to se mi zdi zanimivo sporočilo, no, tudi te konferenci in tudi drugim, ki upravljajo mesta. Kajti v bistvu so vsa mesta na svetu, vi bolj veste, gospa kolegica Lučka, koliko procentov, mislim, da jih je tam okoli 80% vseh mest je ob vodah. Ne? Okay. Zato ni nič čudnega, ne? Ampak vse zanimivo, vse nekaj, kar ni prepoznavno in o čemu premalo vemo. Recimo, to je strateški načrt gradnje mostov. Ne? Vedno so nas vprašali, zakaj vi gradite to gostov. Mi smo namreč na leto zgradili en most in brv. Ali brv. Enega na leto. A bridge a year. Največ kritik je bilo prav na to, zakaj vi to delate. Ni dosti 2 mosta, recimo 3. Dajte potem nekaj narediti zdaj nekje drugje. Ne? Ampak ne, mi smo dosledno po teh, bi rekel, načrtih strateških, zelo preprostih, šli od enega do drugega. Zato, ker tudi mostovi so del, najpomembnejši del, po moje, stikovanja mesta z vodo. Skratka, v nekaj več kot 4 kilometre povezane nove ureditve ob Ljubljanici obsegajo danes nabrežja, bregove, brvi in mostove, klančine, poti, terase, stopnišča, obrežno zelenje, pristajalne splave in na koncu, kot vidite, tudi rečno pristanišče. Plečnikovim ureditvam dodajo novo vsebino in nov pomen. Prebivalcem pa odpirajo nove možnosti za uživanje in izkušanje različnih oblik javnega življenja ob vodi, nad vodo, kot boste videli, in na vodi. To je bilo zelo pomembno, simbolno dejanje, da mi smo začeli prenavljati mesto za prenovo Trnovskega pristana Plečnikovega in drevoreda na njemu. Tukaj smo začeli. Namreč tudi Plečnik je začel mesto preurejati na tem mestu. Ne? Najprej z projektom Trnovskega pristana. To je bilo simbolno, ampak vendar strateško dejanje. Zdaj sem pokazal nekaj lepih fotografij, ki govorijo o tem, kaj vse je bilo narejeno, kaj vse to je spodbudilo. Nas spodbudilo je rečni promet, mi zdaj razmišljamo o uvedbi krožnega prometa po Ljubljanici in Gruberem prekopu, da bi povezali tudi nove Fužine, ne? Fužinsko in Štepansko naselje z mestom po vodi. Z obvodnimi ureditvami je javno življenje v mestu dobilo nov zagon.
Namreč to je tisti zagon, ki se širi in čuti po vsem mestu. Še posebej intenzivno se razvija recimo na mostovih, kot boste videli, to je zelo zanimivo, ker tudi tukaj smo nekako se naslonili na izvirno zamisel Plečnika, ne, da je most trg nad vodo v bistvu, da je to razširjen javni prostor, ne samo transportna površina, ne samo prometna površina. Kot boste videli, to so slike, ki niso fake news. Ne? En tak most, kot ta mala brv, je v bistvu in trg nad vodo in del mestne krajine. Ne? To je bilo strateško izhodišče, da mi imamo 11 mostov in brvi, ampak tudi 11 krajinskih ureditev, nabrežnih ureditev, ki se potem povezujejo v eno, danes bi rekli, zeleno infrastrukturo, ne vem, to je preveč tehnični izraz, ampak v bistvu dopolnjujejo to idejo mesta na vodi. Nabrežja, kot vidite, ki smo jih nekako namenili ljudi, s tem, da smo spravili vse avte iz nabrežij in tudi nabrežnih ali obrežnih trgov, so potem postali prostor, ki služi večjim namenom, ne samo turistom, kot se zdi, ampak takim naključnim posedanjem. Ta prostor je priljubljena učilnica v naravi, ker ga vsako jutro mimo vidim. Ne? Ta obvodni prostor je potem navdihuje tudi organizatorje raznih prireditev, med drugih festivalov, to je tako znanstveni festival. Ne? Tudi gradimo stanovanja ob reki, ne, in on vpliva, tukaj je reka, vpliva na arhitekturo, ne, ta arhitektura je, tudi kolega Glažarja, recimo hiša, ona je seveda vsa steklena, ona je popolnoma skoraj odprta za to, da bi seveda dobila stik z vodo. Tudi mestno ribištvo se mi zdi, da je pomemben pokazatelj, da smo vendar očistili reko. Ne? Jaz se upam v njej plavati, seveda, ne, župan se ne, dobro, ampak kakorkoli že, če v njej na Tromostovju, lejte, to je srce mesta, lahko ulovimo tazga sulca, pa ne ulovimo, da tam živijo, se mi zdi, da je en pokazatelj, da je mesto da mesto živi z vodo in obratno, ne? Da voda živi z mestom. Ne? To se mi zdi pomembno. Skratka, mesto, ki se je v zgodovini po sili razmer fizično in mentalno odtujilo od svoje reke, se je začelo vračati k svoji reki. S tem, ko so prišli ljudje na priljubljeno sprehajališče in se začeli shajati na nabrežjih, na najbolj obljudenem javnem prizorišču. Namreč, to se mi zdi izjemen kulturni dogodek, kot se vsako leto na brežjih pravzaprav oblikujejo, reorganizirajo male knjižnice, ki se razpravljajo o literaturi, resno. Ni tako, ni kar nekaj. Imenujemo sicer knjižnica pod krošnjami in so tudi res pod krošnjami, ne? Ampak vendar ob reki. Čeprav je dreves tudi, ne, krošnja tudi drugod dovolj na razpolago, ampak reka je najbolj privlačna. Namreč z ureditvami nabrežij se je porodil duh sproščenega, res primorskega, tam me najbolj veseli mesta, najbolj veseli ta dosežek. No. Ljudje so začeli drugače obnašati. Ker so tisto, kar jih je zamajevalo, smo jim naenkrat njim namenili. Ne. Kamorkoli, greš lahko vodo, nad vodo, pod vodo, kar lahko, tako ta sproščenost, ki ni značilna, no, za naravo Slovencev, se mi zdi, da je prav zaradi, se razvila prav zaradi stika z vodo in seveda voda je k temu pripomogla. No. Namreč primorska mesta oživlja vodni element, ne, in tudi Ljubljana in ta duh, ki se je razvil, je rezultat tega pravzaprav poživljajočega učinka vode. To je ugotovila namreč tudi mednarodna žirija, ki je, kot veste, ta projekt, pri katerem je sodelovalo večinoma na osnovi tečajnih rešitev, skladno seveda delovalo kar 9 birojev z 28 avtorji, to je velik projekt, ne, to različne generacije.
ko je nagradila leta 2012 prvo nagrado za evropski javni prostor, to sem pač potegnil, ne, iz te predložitve, ko je ugotovila, da je skupinski napor arhitektov, ki se sicer izraža v različnih individualnih posegih, ustvarja občutek tako kontinuitete kot edinstvenosti obvodnega prostora velikega merila. In to se mi zdi ključno. Tako, z malimi ureditvami, postopoma, skozi 12 let, sistematično, smo ustvarili neko novo potezo mesta, ki bi bila, seveda bil tudi Plečnik vesel. Takole uživanje, ne, čeprav ne smeš menda v vodo uradno, ne, je vendar daje nek sproščujoč, če druga ne, sproščujoč učinek. No. To se je spet zaštekalo, da ne vem, kako to. A mogoče to dela? Pustite, ne. Se bom hitro nehal, ko res namreč mučen. Skratka, ljudi smo na ta način tudi opogumili, da so šli v to vodo, ne, ki so se bali ves čas, ne, grozeča smo rekli v vodo. Ampak največji dosežek je pa vendarle prirejanje regat. To se pravi, jadralna društva iz obmorskih mest, iz Kopra in Izole prihajajo v Ljubljano organizirati jadralne regate na vodi. Več skoraj nismo mogli narediti. No. Tudi kultura piknikov je v Ljubljani posebej znana. Jaz sem dal eno poročilo za neko londonsko raziskovalko o tem, ki je ugotovila, da taka kultura skoraj ni opazila razen v nekih italijanskih mestih, kot je recimo Rim. Tudi tale pitnik, ne, dela Jakova Brdarja in mojega kolega Videršiča Roka, je v bistvu navdihnila voda. Ne. To je piknik, voda odteka, tako kot teka življenja v prispodobi upodobljenih mestnih veljakov potem proti nabrežju Ljubljanice. Skratka, ko smo enkrat prišli do vrat, Plečnikovih vrat, kjer je on zamejil to rečno promenado, smo seveda nadaljevali to pot. Napravili v tiste dele mesta, ki so še samotni, tihi in kjer jih v bistvu mostovi poživljajo, vse smeri proti jugu, proti severu, ustvarili velike rečne parke, ob Savi smo se upali narediti tudi kopališče, ko malo smo okoli pa nesli državo, ker ne dovoli to narediti, ampak vendar s takimi skromnimi ureditvami smo približali tudi Savo, ki je pa res grozeča reka, ljudem, da jo lahko zamenjajo z morjem. Zadnja slika je pač ta, ki jo vsi poznate, mi smo s tem projektom prišli do konca mesta, pravzaprav, do tam, ko se tudi južni krak stika z Ljubljanskim barjem, z odprto krajino in tudi ta slika je seveda simbolična, ne, brez mostov, tudi tukaj ne bi mogli mesta povezati z tem prekrasnim še ohranjenim prostorom. Skratka, da zaključim, ko je mesto spet postavilo stik s svojo reko in obnovilo svojo prvotno identiteto, so tudi meščanke in meščani navezali z obvodi oživljenim mestom z njim močnejši stik. Skratka, z oživljanjem bregov se je obnovila tudi njihova pripadnost mestu. Hvala lepa.